Ištekani, eden od glasbenih paradnih konjev Vala 202, so se sinoči znova podali med publiko. Tradicionalni decembrski dogodek pred publiko so letos namenili svežemu 70-letniku Vladu Kreslinu. Glasbeniku, ki se mu je poklonila 12-terica izvajalcev: Kokosi, Etnotrip, Tomaž Hostnik, Žardje, Skova in Skovani, Hauptmann, Masaja, Chris Ekman in Jana Beltran, Marina Martenson, Leopold I, Batista Cadillac ter Dan D. Več pa v glasbeni zgodbi, z mano je zdaj Jernej Sobočan. Živjo. Živjo, Maj. To pa je bil večer, a? Ja. Ja, nabito polno je bila Šiška, odlično vzdušje in pisan izbor glasbenikov. Točno tako, točno tako. Vstopnice za sinočni večer so recimo pošle v nekaj urah, kar ne vem, kdaj se je to, oziroma če se je kdaj to že zgodilo. Ampak še en dokaz več, da so Ištekani magnet, kot tudi osrednja figura večera, to je Vlado seveda. Glasbenik, ki združuje ne samo žanre, temveč tudi in predvsem generacije. Pisana druščina je bila tako med občinstvom, kot tudi na odru. In veseli me, da se je vabilu odzvalo veliko pripadnikov mlade generacije slovenskih muzičarjev. Med njimi Kokosi, ki jim je pripadla čast otvoriti večer v ljubljanskem kinu Šiška. Nekaj pa je še takih ljudi, ki se jih človek razveseli. Nekaj pa je še takih ljudi. Kar nekaj takih ljudi, ki se jih človek razveseli, je bilo sinoči na Ištekanih 10. In mimogrede, ti so vsakokratni praznik tudi za slovenske glasbenike, saj se le redko srečajo na kupu v takšnem številu. Skoraj 50 glasbenikov je poskrbelo za odlično vzdušje, ne samo na odru, temveč tudi v zaodrju, kjer je bilo slišati veliko čestitk in lepih besed. O glasbeniku, ki je kriv, v narekovajih seveda, za nešteto dobrih zgodb. Če jaz rečem Vlado Kreslin, ti rečeš? Tista črna kitara. Energičen, navihan in moder. Genijalc, absolutno. Naturšček, pa muzikus, on je glasba. Veliko dušen in sonce. Rekel bi, da je Vlado moder, da je iskren in da je unikaten. Žardje, Leopold I, Tomaž Hostnik, Marina Martenson in še Žan Hauptmann z besedo unikaten. Ja, prav gotovo zelo primerna beseda za Vlada Kreslina, ki si, če sem prav slišal sinoči, z Žanom Hauptmannom deli tudi rojstni dan. Ja, in to je v bistvu le ena od mnogih zgodb, ki jih je Jure Longika sinoči razkril oziroma odkrival z nastopajočimi na Ištekanih 10. Prav vsi so tako ali drugače zelo povezani z Vladom. In rdeča nit sinočnega večera so bile priredbe njegovih brezčasnih pesmi. Slišali smo vse od poklona tradiciji do ustvarjanja nečesa novega na temeljih preizkušenega. Edina prekmurska zasedba na Ištekanih 10, to je Etnotrip, se je recimo predstavila s priredbo morda malo manj znane skladbe Jovžek. Jovžek Kociper, eden od stebrov Kociprove bande iz Beltinec, ki je bila povezana s Kreslinom, ko se je podajal na pot združevanja roka in etna. In poleg, recimo temu, skritih biserov Kreslinove pesmerice, pa je bilo sinoči na repertoarju tudi precej tistih, ki jih poznajo vsi. In to na ves glas. Neskoči, zamenjal sem za pesek. Za opeko prodal sem svoj obraz.
svojo senco za 500 kvadratov in nabavil nekaj psov, da krajšajo mi čas. Zdaj živim v tej hiši, svoji zlati hiši. Rad odpiram le še tistim, ki prinašajo mi sveža jajca in odnašajo smeti. Še je čas, da izvem, kaj je bolje, naj ostanem ali grem. Še je čas, da izvem, kaj je prav in kaj ne smem. Zdaj je čas, da izvem, kaj je prav in kaj ne smem. Morda kdaj potrl bom ograjo, morda kdaj pobegnil bomo tu. Hišo se vselil bo nov obraz z novimi iskrivimi očmi. Isti ostanejo le psi. Še je Še je čas, da izvem, kaj je prav in kaj ne smem. A ostalo mi bo oblačno nebo. Še je čas, da izvem, kaj je bolje, naj ostanem ali grem. Še je čas, da izvem, kaj je prav in kaj ne smem. A ostalo mi bo oblačno nebo. Še je čas, da izvem, kaj je bolje, naj ostanem ali grem. Še je čas, da izvem, kaj je prav in kaj ne smem. A ostalo mi bo oblačno nebo. En aplavz za mojega očeta. Batista Cadillac v glasbeni zgodbi, v kateri se sprehajamo po sinočnih izštekanih 10 in poklonu Vladu Kreslinu. Jernej Sobočan je še vedno z nami, izpostavila sva nekaj priredb Vladovih brezčasnih pesmi, tistih skritih biserov in pa hitov, med katera zagotovo sodi tudi pravkar slišana Še je čas. Ja, pa tudi Dekle moje, sinoči v posrečeni izvedbi Dan D,
pa tista črna kitara, ki je bila deležna kar 2 priredb. V angleški verziji s Chrisom Ekmanom in Jano Beltran, drugo pa je zakrivil Skova s svojimi skovanji. A tisto kitaro še imate, gospod? Hej, gospod, da imate črno kitaro. Hej, gospod, hej, gospod, hej, gospod, da imate črno kitaro. Hej, gospod, hej, gospod, hej, gospod, da imate črno kitaro. A tisto kitaro še imate, gospod? Tista bila je res dobra. Kino Šiška! Hej, gospod, da imate črno kitaro. Super, cel vibe je bil dober, nastopajoči so bili dobri, vzdušje, v bistvu najbolj me je presenetil Skova, on me je ful preseneten, pač ga ne pozna tako dober. Ful je bila dobra tudi Masaja, pa ful je bil dober Leopold, pa ni bil tudi ful dober. Meni je bilo fenomenalno, vsi glasbeniki so mi bili res super, Jure itak, sem ful fanica, ful me je galna Marina, ki jo odprej nisem poznala in sem bila tako malo mi gre na jok, ampak ja, Vlado pač vidi, da ga imajo vsi radi in to se čuti na odru, v energiji ljudi, tako da še en super koncert. Ja, všeč mi je bilo to, kakšen vpliv ima Vlado Kreslin na mlade glasbenike, ker to je res fascinantno, kako ga občudujejo, kako ga imajo radi, to človek prav čuti, ko pač te njegove komade na svoj način interpretirajo. Vrhunec pa gotovo za mene osebno na koncu čez 1000 let, ko so bili vsi tej, kaj je ta, Lutman od Batiste Cadillac, pa Tokac, ko so že sami postajajo legende, pa to skupaj zaigrajo, to nepozabno. Takole pa so svoje vtise po izštekanih 10 Uršuli Zaletel zaupali obiskovalci koncerta. Spraševala jih je tudi, kako ocenjujejo kombinacijo Izštekani in Kreslin. Taki vrhunski glasbeniki, kvalitetna glasba, dobre priredbe. Vlado je zame ikona, jaz ga poslušam že odkar pomnim, in moram reči, da mi je všeč zelo Izštekani pa tudi. Jih poslušam vsakič, če le lahko, in zdaj, kaj tole, kar so pripravili še za Izštekane Vlado, je špica. Ja, meni se mi zdi kombinacija zelo dobra. Meni Izštekani so v vsakem primeru en od dogodkov leta, Tako da mi je zelo ljubo, mi je pa tudi Vlado Kreslin kot izvajalec in kot pač avtor pesmi fantastičen in se mi zdi kombinacija tega res dobra ideja. Tako da čestitke tismu, ki je prišel na to idejo. Dobra ideja, dobri glasbeniki in brezčasni Vlado, ki je bil mimogrede vse skozi prisoten, ob odru, občasno na odru, ko je odpel kak duet, vmes pa je tudi izginil, neznano kam. Veš, kaj skril sem se v temo, da ne bi videli, kako mi solze tečejo. Ter se na to čisto na koncu večera z branim poklonil z 2 skladbama. Povsem svežo Hej muzikanti, ter s tisto brezčasno, ki jo je malo prej omenil eden od anketirancev, 1000 let. Kar lepa izbira, ker kot vse kaže, bo glasba Vlada Kreslina med ljudmi ostala vsaj še toliko časa. Zagotovo, Izštekani pa tudi. Tisto noč, ko sva šla, dvignila si me z dna do neba, dala moč, ki jo da nekdo, ki te upošteva rad ima. Je to malo ali vse, a zahtevamo preveč ali pač ne. Čez 1000 let bom stal, srce bo moje srce. In zvenel, rad bi ostal
moč edinega gospodarja in pravičnega, knjigo sina in drevo sem mu dal, zdaj pa hoče še celo. Čez 1000 let tu bom stal, sonce bo moje srce. Ena od 1000 zvezd mi bo prav, nosil bom njeno ime. Tudi čez 1000 let tu bom stal, sonce bo moje srce. Ena od 1000 zvezd mi bo prav, nosil bom njeno ime. A lahko rečem kaj drugega kot Vlado Kreslin? Ištekani, hvala, hvala Ištekani, hvala Jure, hvala Kino Šiška, hvala vsi, ki ste bili dobro. Najlepša hvala. Tisočlet in Vlado Kreslin s Tokcem in Urbanom Lutmanom na sinočnih Ištekanjih 10 v Kinu Šiška. Celoten večer lahko podoživite na val202.si, na naš YouTube kanal pa tudi dodajamo posamezne skladbe večera, ki še dolgo ne bo šel v pozabo. Ištekanjih 10 poklon Vladu Kreslinu je bilo tudi zadnje dejanje oddaje z Juretom Longiko v tem letu, v katerem smo kar dvakrat praznovali med oziroma pred občinstvom. Prihodnje leto, ko Ištekanji vstopajo v 31. leto, pa novim glasbenim zgodbam naproti.